Živ in pa pozdravljeni v čisto nov vlog. Jaz sem zdaj že na sredi Nemčije nekje in zdaj imava do Kelna še, kaj pa vem, 4 ure pa pol. Odpravljam se gledat čisto novega Mustang GTD-ja. To je v bistvu en tak dogodek samo za lastnike, pa vam bom povedal več, ko pridemo gor. Sem pa ful vesel, ka me par Fordov zmer podpirajo pri teh mojih izletih, tako da danes sem s tole hibridno kugo, ker v bistvu flok je izjemno trd in si ne bi hotel v bistvu z njemu 10 ur voziti. Shelby ima gromozansko porabo, plus zdaj so še kar malo zimske razmere in je še na letnih, pa oba sta ročen menjalnik, tako da tole je kada pšu s paprotunem dvema. Ampak še preden pa pridemo do gor, sem vam pa par dni nazaj dal na Instagramu, da mi lahko par vprašanj zastavite okoli GTD-ja. Tako da dajmo zdaj mi štartati kar gor, da ne zgubljamo cajta, pa bom jaz na par teh vprašanj odgovoril. Pa pejmo, v glavnem, a pol imaš res namen kupiti GTD-ja? Ja, mislim, imam namen, zato se tudi gor pelemo. Zdaj smo v bistvu v fazi, ko je Ford mene zbral in jaz sem potrdil alokacijo, da ga bom pač kupil, tako da tudi tak namen sem imel že od samega štarta, no, če mogoče ni bilo to čisto jasen. Tako da ja, definitivno ga imam namen kupiti. Kdaj imaš konfiguracijo? Konc letošnjega leta, se pravi nekje v decembru 2026, bomo ga tudi zdaj že lahko konfigurirali gor, ampak zdaj se še ne loka spek. Jaz bom lokal spek, se pravi konc letošnjega leta. No. Kdaj bo GTD v Sloveniji? GTD bo v Sloveniji zelo verjeten v sredini 2027. A že tvojega? To ne vem, kaj na kaj A ja, to se navezuje, če grem zdaj že moj avto gor gledat. Ne, to je v bistvu avto, ki je Fordov press avto. Moj avto bo v proizvodnji čez en let verjeten. A bo Shelby vstal, kaj boš kupil GTD-ja? Plan je, da Shelby vstane. Dobro, vem, da bom pol imel 2 Mustanga, ampak Shelby še zmer ročen menjalnik, atmosferc. Tudi mi je zelo ljub avto, ki ima pač kar tako zelo zanimivo zgodbo skupaj, tako da če le ne bo treba, bo Shelby vstal pri hiši in zaenkrat kaže, da bo vstal pri hiši. Kateri je tvoj najljubši avto iz otroštva? To je pa Ferrari F430 Scuderia. Ta avto sem imel na posterju, se spomnim, to je bil po mojem moj prvi poster kar, tako da ja, Ferrari ima tudi en tak poseben mesto v mojem srcu, ampak zdaj sicer na vrsti GTD, imam pa željo tudi Ferrarija. Bi rekla. Ja, dodati. A si izbral barvo? Barvo imam zaenkrat zbrano, ne vem pa še koliko bo to stalo, zato ker v bistvu ta barva, ki sem jo zbral, je paint to sample, se pravi, to je barva, ki jo bojo oni prav posebej zame namešali. Zdaj špekulacija je, da ta opcija stane nekje okrog 25.000 evrov, odvisno koliko lajerjev je barva, koliko je zahtevna barva in tako naprej. Ne vem, kakšna bo cena, tako da se bom na podlagi tudi tega odločil, koliko bo na koncu cena avta prišla, a bom vzel custom barvo ali ne. Boste pa pač mogli še malo počakati, da boste videli, kakšno si bom zbral. Nekaj, tle imaš enega sivga? Ta je črn. A črn je to? Joj, A ja, čakaj, stop, ja, ne, črn je. Onaj pa farbom blind. Če sem imela očala, gor sploh videla nisem. Ja, je črn, je v redu. Jutri bomo zelenega gledali, pa rekla super vijoličen, mi zelo všeč. Jutro, dober dan, mi smo se najedli, zdaj le šivamo keritek, je vse na knap, da ujamemo, ker imamo čez 15 minut že zbor. Joj, se je tako veselim. A ni bo cajta v sob? Ne, ni bilo cajta, pa nisem imela šminke tam. A dest skozi pargana? Ja, sej to. Ni cajta, da se človek niti zrihta, ko se mu to po avto vodi.
Všeč mi je ta polička za meka. Kako je hud, Tole je Ford Mustang Gran Turismo Daytona, praktično GT3 dirkalnik za na cesto, kompleten body iz karbona, narejen v izjemno majhnih količinah in pa če si ga sploh hotel kupiti, si mogel biti zbran s strani Forda. Jaz sem sicer par GTD-jev že v živo videl, tale je v res red barvi, ampak jaz zmer, ki ga vidim, meni je ta avto tako hud, pač sej na slikah vodo zgleda, sam, ki ga pa vidiš v živo, majster, to je brutalno. Je pa to prvi evropski avto, ki ga vidim in nekaj zelo grdega so gor zmontirali, ki ameriški nimajo, pa upam, da to ni stvar na evropskih avtih, ampak je sam na temu, ki je nek pre-production car. Kaj je to, stari? Kaj je ta antena? Še tole je pa groza. Klele imamo takole fajn catering, pa imamo pa tukaj neki avto. Jaz mislim, da se od tega danes noben usedel. Klele imamo tudi Dark Horse, ampak je tako zanimiv, ko gledaš Dark Horse, pa pol vidiš tamle GTD-ja. Tole proti temu, tale zgleda, ki je en otrok proti temu, le res noro. Dobra kava. Dala sem si noter še brezlaktozno svetenco in ful mi je luško, ker lepo gleda, kako lepo. Pa oatmeal imaš tam, če si videla. Pa mislim, da bom šla jaz kar. Na šibe. Pol je bil pa že čas, da se prezentacija začne. Tukaj nas je sprejela kompletna GTD ekipa. The team designed an event for you today of 4 hours where it is everything about you and this car here. Pol so nam še malo razložili vzadje, ker to je dejansko GT3 dirkalnik, ki ima tablice gor in ni sam en Mustang, ki ima par spoilerjev nataknjenih. Zdaj pa čas, da kar šibamo na pisto. Na poti do piste smo se pa peljali še mimo voznega parka lastnikov, tam, ki smo pač mi parkirali in pazi tole. In da so s tem pojdlele kolega z M4 CSL-om, Viper, tako, da se malo vidi, s kakšnimi avtomobili so prišli ljudje po GTD, ali pa še Ferrari. Noro. A je to tvoja voda? Pa fuj, ne. Za koliko keša tole spiješ? Ne, ni denarja. Tole pa res. Za 10 jurjev? Ne. Ne? V redu je. Hvala, ne bi. Jaz se toliko veselim. Tukaj smo imeli pa še ta prejšnjo Mahenko, pa ta novega Dark Horsa za testirati, zraven pa še Broncota pa F-150 Raptorja. Zdaj se gremo z Raptorjem peljati vmes, kaj gre GTD na progo. Joj, tole je še en moj sanjski avto. Obala! To je pa dober. Z inštruktorjem sva se presedla, toliko da sem še jaz lahko probal poligon peljati. Poj pa rekel, zdaj pa gremo na ravnino, pa pohod, da vidiš, ko to poje. Pol je bil končno čas, da se presedem še v GTD-ja. No, bojzi, za tole smo se sem vozili 10 ur. Hi, Rok, nice to meet you. Nice to meet you. It's Ready to go? Yeah, okay. Perfect. In normal mode, the car is, just like any other Mustang. It's not loud. It still has a lot of
suspension is the dampers are put harder. It goes a bit harder on the gas. The shifts are a bit quicker. That's for your daily drive to work on nice roads. You can put it in sport mode, but then of course what this car is designated for is it feels itself happiest on a racetrack. Yeah. That's why the car has a race mode or a racetrack mode. Then switch to the racetrack mode. Now the dampers. I'll film in the lower back. the car by 50 millimeters. Oh, that's so cool. Everything is set to race mode to have maximum traction, maximum acceleration. The nice thing about this car is you can play with the traction control yourself. Okay. So you can put it to 100% traction control, or you can variable to even completely off. And completely off, the car is an animal. I can tell you. Especially going from standstill. To have best, that's what we suggest, to have the best acceleration. You put it to 90 or 85% of traction. Everything is now in race mode. The throttle response, the steering, suspension. The aero is an active aero now. That's proper acceleration. Proper brakes also. Wow. I don't think I felt such physics in the car before. Yeah, and that's the thing about this car, that the acceleration but also the deceleration of this car is phenomenal. Wow. And then that combined with the active aero, I don't know if you've driven Nordschleife. Yeah, I have, yeah. The car is so quick on the Nordschleife. Even if you know the Nordschleife and you are a good driver, let's say an average driver, I bet every single euro that I have that you can get below 730. Everybody. Wow. The car is so easy to drive quick. So. Yeah. It does a lot by itself, right? Yeah, With this active aero, you don't need to think what's the Exactly. best option for Exactly. you. It decides, where to shift. It decides how much traction control. It's all automatically. Yeah. Of course, you can set it yourself, but if you keep it in the track mode and let the car decide, I bet you're below 730. That was so crazy. Thank you so much for the You're experience. welcome. I really Thank you appreciate for it. having you. Yeah, thank you. Až kako pa to pospešuje. Res je pomembno, da v času, ko vsi pušajo elektriko in Ford naredi eno tako brutalijo, da to cenimo. In jaz sem res počaščen, da sem bil eden izmed parih izbranih za cel svet, ki si bo lahko lastil tole umetnino. Tukaj so nam pol še razložili, kako izgleda ta celoten nakupen proces in pa predstavili opcije v konfiguratorju. Zdaj pa čas, da se jaz sestavim svojega sanjskega GTD-ja. Zdaj sem zbral performance package in so na konfiguratorju Feltne, ki jih še nisem do zdaj videl. Čakaj, da vam jaz tole malo obrnem. Glej to. To so pa neke nove Feltne gor zgleda. Sicer ne vem, koliko so mi kaj všeč v bistvu. Ampak zanimiv, to nisem vedel, da obstaja. Tole vam bom pokazal. Se pravi, imamo črno barvo, to so v bistvu osnovne barve. Imamo črno, to mi ni všeč, že jim takole ven meče. Belo, pa imamo torej sred, ko smo videli ta avto tudi zunaj. Lightning blue, modro, polymetric grey. Ta mi je drugače tako všeč, ampak se mi zdi, ta mi je drugače všeč, ampak pa vem, mogoče malo preveč resna. Pa je pa še Chroma Flame, pa vam bom dal zdaj posnetek, čez ta avto sem pa v tej barvi v živo na Spaju videl, pa mi je bila ta barva zelo všeč.
Ampak mislim, da moramo mi tlele na tole extended pallet. Evo, zdaj si pa v bistvu lahko tukaj zbereš pač kjerokoli barvo češ. Jaz se nagibam neki v tejle smeri. Zdaj, kam bom zlomil tale konfigurator. Pač kakšna taka barva mi je čist huda. Meni je lepa, mogoče mi je malo preveč še zelena, če bi jo majhen bolj na sivo še dala. To mi je še lepš. Až da je taka bolj. Da ima samo malo tako. Ja, da ima čist malo tako. Zanimivo. Tam je lepa. Tole je pa Alex, on je v bistvu moja oseba pri Fordu, ki skrbi za moj procesen nakup. Sta pa za celo Evropo sam 2 osebe, ki to delata. Tako da karkoli me zanima, kličem direkt Alexa. 3 opcije sem sestavil, 2 sta dokaj podobne, pa dajmo kar pogledati. Tole je ta prva opcija, ta zelena, mi je res všeč, ker je v bistvu taka sivkasta, ampak še zmer svetla, se mi zdi, da temu avtu res paše. Ni Carbon Series, ker mi je všeč, ker je tako clean, brez da je tukaj neka grafika po haubi. Tako da tale opcija mi je kar všeč. Zdaj pa skočimo še klele na, se pravi, Carbon Series. Tole imamo drugo opcijo, se pravi Load. Klele imamo pa, se pravi, Carbon Pack. Klele je karbonska streha oziroma exposed carbon čez cel avto. Imamo pa v bistvu črno črto. Pa čak tole vam bom skril, tako da se malo več vidi. Imamo pa črno črto, črn avto, črne bremze, tak zelo simple spec. Zato, ker bi pol zelo verjetno dal nek vrep na ta avto, ker tele custom barve so izjemno drage, pa bom pol malo več povedal o tem. Potem imamo pa še, se pravi, tole prvo. Tam je pa tudi ful všeč opcija, spet taka malo svetla, ni Carbon Series, se pravi barva čez cel avto, črne bremze. Tako, naj vam pa še tole noter pokažem. Noter sem si izbral, se pravi, tlele imamo sicer te ombre, te so navadni zici, kar so mi drugač čist cool, ampak ful mi je pa všeč, se pravi, tale Titan opcija. Dobiš v bistvu te, se pravi, fora tega je, da so te shifterji, pa tale zadeva, kle pa še tle par detajlov, so iz recikliranih F-22 fighter jetov in pol 3D printani kle noter. Tako da to mi je ena taka huda scena, sicer je izjemno draga, o cenah žal ne smem govoriti. Ta opcija stane 1/3 mojega Focusa RS-a, no, tako da si boste približno predstavljali, koliko je tale zadeva huda. Potem imamo pa še, vam bom pa pokazal na Carbon Series, tukaj sem si pa zbral ene druge zice. Seveda isto sem noter vzel Titan, ker to bi res rad imel. Vidiš, so pa taki ombre zici temu pravijo, ki imajo v bistvu tak gradient prehod. Tako da vse je toliko izjemno drago. Jaz bom zdaj še počakam Alexa, da pride sem, da v bistvu mi pove, na koliko sem spekel vse te slote, da vidimo, na kakšno ceno pridemo, pa se bom pa na podlagi tega odločil, v katero smer gremo. Ampak vse te, bom rekel, konfiguracije, ki sem jih zdaj naredil, konkretno presegajo 400.000 evrov, tako da kar zajeten zalogaj, no, bi rekel. Jaz bom malo vode spila. To je pa noro. Zdaj smo zaključili tale naš experience tlele v Ford Favorki in leto, ko smo dobili za darilo. To je nek special edition, ki se ga ne da več kupiti, tako da tudi tale GTD gre v zbirko. Imam tudi cenik od obeh spekov, ki sem jih zdajle naredil, pa kar peče. Moram pa reči, da me GTD res izjemno presenetil. To, pa to stegne po ravnem majster, pa koliko se dobro pele, koliko je podvozje naštelan. Res, pač se mi je bil že prej všeč avto, zdaj se pa res veselim, da ga dobim. Janči? Še mene je navdušil in potrjujem.
Dobro. Zdaj grejo pa v Sephoro, ker pa jaz nujno rabim. Tam še povej, kva te je najbolj impresioniralo pri GTD-ju. Zvok. Pa drugačuno, ko smo štartali polunta drug krog, ki je bil ful hiter, tisto je bilo kar v redu. Prav koliko me je nalepil na zid. A te je presenetila, ne? Dobro je bilo. Nis mislila, da to gre, a ne? Ne, ful je bilo fajn, to pa res. Pa pol še za bremza, ful na koncu. Bom rekla, če prej nisem bila navdušena, zdaj si me prepričal in navdušena sem tudi jaz. Evo, desc je s konvertov Porsche fana, Ford fana, pa če to ni influencer prve klase, pa tudi ne vem. Zdaj pa gremo lahko v Sephoro. Jaz nimam pojma, kva je Sephora in tudi kleleno od meni vse isto zgleda, tako da sem jo raje pelil kar naprej do Münchna, kjer so pa spala v temule hotelu, polnem avtomobilu. Pa je tamle balkon pogledat, razgled. Joja, me bo kap. Oli tamne na levo nekaj vidim. Moje Porschečke. Pa tle dol so Ferrari. Pa kaj pa je tle, tega, koliko je dober, kaj je tak oldi. Ker so pa spet cel dan že okol, je pa treba zdaj nekaj konkretnega pojesti. Eno pico, malo pirčka. Naša je rekla, da nav, tako da smo ji dali še en krožnik zraven. Klasika. Pa fajn razgled, evo. Zakaj nama je ta všeč? Zdaj tega ga ima Tate McRae. Tate McRae. Sicer ga nima samo v spotu, ga ima, ampak se ni važen. Pa tudi navijamo, a ne? Tudi navijamo. Navijamo za Ford, pa za Red Bull drugače. Glej tam papaja orange, cela vrsta. No, jaz bi pa to. To hočem imeti, model kompeticione. To je tako, sva ga že prej dol v garaž videla. Tam je drugač lep. Ja? Tam je všeč. Ok. To je dobre 2 milijona je tale. Malo manj mi je všeč. V bistvu tvoj, jaz imam pa tam večka na desno. Ja, to je dober kombo, ja, meni je to všeč. Ja, pa se pogovorita. Če smo pa že začeli tale vlog s proper Mustangi, pa dajmo še končati. Zdajle jaz tole kugo sicer vračam nazaj danes in moram reči, da je meni to trenutno najboljši nov Fordov izdelek, ki ga lahko kupiš za enega takega dailija, pa to ne rečem zato, ker so mi ga posodili zdaj za Nemčijo, ampak ker sem letos res probal vse modele od Forda in če bi z lastnim denarjem kupoval dailija, bi kupoval točno tole. Ampak danes je en tak lep sončen dan, zunaj je 15 stopinj, tako da šibimo zdaj do kadilca, gremo zbuditi Shelbyja in jaz se res že toliko veselim, da imam spet Shelbyja nazaj na cest, da je topo vreme, pa da se malo pelem. Še tole ograjico umaknem, stebričke pospravim, pa smo. Jaz se že vem, da ne bo. Kao časa dan dvakrat off Lumputo, pa se še zmeraj odloči, da ono odprta, še več. Dolga. To je faktor pri avtu, ki ga kresneš, pa se ti smeje. In to je najbolj pomembna stvar. Tako da s tem zaključujemo tale vlog, pa se vidimo, se zagledamo. Ajde, čau!